Z nami je doktorica Laura Petek. Dober večer. Dober večer. Najprej nam povejte, zakaj tam, kjer vi delate, vojaki to območje imenujejo cono smrti? Torej, ta cona je v bistvu območje od same nasprotnikove črte oziroma nula črte, pa nekje 20 km v globino države. Zato, ker sem segajo vsi kratkodolžinski droni, artilerija nasprotnika in seveda je tukaj riziko za smrt največja. Povejte nam, kako je sploh videti ta stabilizacijska točka, v kateri vi delate in operirate? V bistvu navzven, če smo naredili svojo nalogo prav, je skoraj da ne vidiš. To je kot majhno stanovance, velik prostor skopan v zemljo, podkrepljen z nekaj lesenimi tramovi, nekaj folije po stenah, da na te ne pade prst, nekaj tramov čez glavo, pol metra zemlje, pa nekaj šavja po vrhu. In s kakšnimi poškodbami ste se tam vse srečevali? Največ je eksplozijskih poškodb. To pomeni raztrganine od trganine udov, nekaj šrapnelnih ran, ko pač eksplozija odnese majhne koščke v telo pacienta oziroma v tem primeru vojaka in pa opeklinskih ran, ko sama eksplozija zaneti ogenj in ta prizadene kožo. Zdaj bomo pogledala to operacijsko dvorano oziroma operacijski prostor, kjer vi operirate. Slike so pač realne, take kot so. Nam lahko opišete, kako sploh delate v takih razmerah, operirate, rešujete življenja? Tako, prostor je majhen. To pomeni, da se človek nauči stisniti za kolegi med steno in posteljo pacienta. K sreči nam samega medicinskega materiala ni toliko primanjkovalo. Pozna se pa predvsem delo, ki ga ni konec. To pomeni ena ekipa brez menjave, tukaj dela dneve in noči in se dela, dokler pacienti prihajajo. Ste vi ves čas pod zemljo? Tako, ves čas pod zemljo. Zame je to pomenilo slab mesec dni, brez tega, da bi šla na površje, na sonce. Za mojo ekipo so to meseci, za nekatere celo pol leta. Zdaj smo videli te prispevke, ki nazorno kažejo, kako težke razmere so tam na fronti. Vojaki prihajajo, operacije so težke. Če pride do smrti, kako izbrišete to dejstvo, glede na to, da morate takoj operirati naprej oziroma pomagati drugemu vojaku? Dejstva ne moreš zbrisati. Jaz mislim, da nisi človek, če bi to lahko enostavno kar pozabil. Te pa poklic sam nauči, mogoče v dani situaciji enostavno preklopiti, se posvetiti dani nalogi pred tabo, rešiti tisto življenje, ki ga mogoče še lahko. Kako pa prihajajo sploh vojaki do te vaše stabilizacijske točke, ki je v bistvu najbližja liniji fronte? Na različne načine. Od nekaterih, ki se dobesedno priplazijo do nas, pa do tistih, ki so imeli srečo, da je bilo nebo nad njimi dovolj varno, da je po nje lahko prišla evakuacijska ekipa. To so vojaki v glavnem, z nekaj več tudi zdravniških izkušenj, ki pridejo po takšnega ranjenca, včasih že celo čisto osnovno skrbijo in pripeljajo do nas, ko je to možno. Kater primer pa vas je najbolj pretresel? Najverjetneje je bil to gospod, mogoče vaših let, ki je stopil na mino, razneslo mu je obe nogi, zategnil si je pas, nekje tukaj čisto blizu, pri trupu in na pomoč čakal 20 dni. Povejte nam, kako se spopadate s tem, da ste cel mesec, ne vem, pod zemljo? In koliko časa delate, koliko časa ste v pogonu? Večino časa se dela. Počitka je tukaj relativno malo. Ko pa je pa v bistvu zaradi večje nevarnosti. Počiva se takrat, ko je okoli tebe tako nevarno, pada toliko bomb, da je bilo prenevarno, da se paciente pripelje do tebe. Tako da po eni strani mogoče uživaš v tistem enem dnevu počitka, ko si bil 3 dni zapored v pogonu, hkrati pa veš, da se na tvoji posteli nate strese prst, da se okoli tebe trese zemlja. Se vam je to zgodilo? Seveda. Več kot enkrat. Kako ste to doživeli in kako potem izgleda ta komunikacija z domačimi, ker se normalno so zaskrbljeni? Ko si tam, nekako možgani preklopijo,
seveda se zavedaš nevarnosti, ampak jo daješ skozi z ekipo, ki to prestaja vsak dan, za nekatere zdaj že leta in so mogoče njihove reakcije skoraj da vsakodnevne na to. Pogledaš kolega na levi in na desni in reče, ja, pač je padla raketa. Domačim, še posebej, ko si tam, skušaš čim več ne absolutno najnujnejšega prišparati. Kako pa je, recimo, kako so vas sprejeli tam? Zelo toplo. Jaz mislim, da niso vajeni pomoči. Mogoče tu pa tam kakšnega prostovoljca iz tujine, ki tja pride za denar, da bi pa nekdo iz moje stroke, iz mojega ceha prišel tja čisto prostovoljno. V prostem času je pa nekaj, kar so vsaj v moji ekipi videli prvično. Tako da sem bila sprejeta kot družina, bi rekla. Pa zakaj ste šli? Zato, ker je drugače, ko veš, da v službi jutri pokrijejo tvojo odsotnost in bo delo potekalo normalno, ali si na bolniški ali pa ne, kot pa če greš nekam, kjer veš, da pomoči za tiste ljudi, za tiste paciente ni. In se mogoče kdo ne bi vrnil domov k staršem, če te ne bi bilo tam. Ampak vi greste tja in koristite dopust, če se ne motim, in nadure. Tako. Nekaj lanskega, letošnjega dopusta, pa še tiste nadure. Tako. Kdaj greste nazaj? Konec meseca spet. Konec meseca? Kaj bo žene, da greste še enkrat? Ekipa, ki je tam. Na začetku prvič, ko sem šla, neka želja pomagati tistim, na katere je svet malo pozabil. Zdaj pa enostavno ljudje, s katerimi si dal skozi najhujše, ki so zdaj še vedno tam, ko se jaz prehajam po tem lepem našem Mariboru. Vem, da so oni še vedno pod zemljo, pa bi jim še vedno prav prišla pomoč. Res je in vsaka čestitke za ta pogumna dejanja in srečno seveda. Najlepša vam hvala.